Danes v Pomurskem dnevniku 100. obletnica Versajske pogodbe. Športno-rekreativna prireditev. Padel s kolesom in umrl. Odpadne kokice spreminjajo v proteinske tablice. Vreme, jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pomurska akademija Pazuje v sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico pred dnevi pripravila prireditev posvečeno 100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota je potekal posvet v počastitev 100. obletnice podpisa Versajske pogodbe in odločitve o združitvi Prekmurja z matično domovino. My great pleasure and honor to welcome you in this wonderful region, which was exactly 100 years ago by the Treaty of Versailles joined to the rest of Slovenia. So that decision was not important just for Prekmurje, but for all Slovenia. V Pomurju kot regiji je na posvetu spregovoril tudi župan Aleksander Jevšek. Our region is more and more attractive because of tourism, and after this session I invite you in our new building Expano, which is a promotion building for tourism here in our region. Mr. Ambassador from Japan was there already because I don't know if you know, but maybe that we have in Murska Sobota also Japan citizens, Yukio Mori, but he is very good promoter of our wines, and I said many times that he's a really right promoter of Slovenia. Dogodek je povezoval Stanislav Raščan. Today is exactly 100th anniversary since the decision of Paris Peace Conference announced publicly that Prekmurje belongs back to home country Slovenia, or at that time Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians. O zgodovinskih dogodkih pred 100 leti v Parizu je spregovoril pomurski akademik Andrej Hozjan. To soboto bo v Turnišču potekala že tradicionalna športno-rekreativna prireditev Švicanje 2019, ki velja za pravi festival športa, ustvarjalnosti in mladinske kulture. Več o dogodku nam bo povedala Valentina Toplak, pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, mogoče, če na začetku poveva, kdaj se bo v soboto sploh dogajalo oziroma začelo dogajanje na Švicanju? Začelo se bo predvidoma okoli 13. ure z začetkom športnimi tekmovanji, tako da... Potem pa celodnevno oziroma popoldansko dogajanje. Točno, tako. Švicanje pa ni le športni festival, nekako velja tudi že za festival mladinske kulture in kreativnosti. Kaj vse se bo še dogajalo v soboto? Tekmovanja, ki jih bomo letos predstavili, so tenis, ulična košarka, odbojka na mivki, balinanje. Kot nova atrakcija se bo predstavil nov šport tudi spikeball. Kot atrakcije pa bodo drajsanca, bolj za otroke, pa tudi otroške delavnice. Tako da bo nekako poskrbljeno za vse generacije. Točno tako. Poskrbeli oziroma pripravili ste pa tudi nekako zabavo oziroma pester večerni del. Kaj se obeta zvečer v Turnišču? Predstavili se bosta dve skupini, in sicer skupina Standard, ki bo začela z glasbeno dogajanje. Tako. Nadaljevala pa bo skupina Prestiž vse do jutranjih ur. Nekako se tega švicanja lotevate mladi iz Turnišča. Kako velik zalogaj pravzaprav pripravlja nekako organizacija takšnega dogodka? Potrebno je zelo veliko priprav, tako da že nekako začnemo priprave pol leta pred samim začetkom švicanja. Nas je okoli 100 prostovoljcev, kar je zelo lepo, da je vse
da vse lažje poteka, je vse organizirano, ko se švicanje že začne. Tako da trenutno poteka postavljanje šotora, tako da bomo večino dela poskrbeli že danes za soboto. Prav, najlepša hvala za obisk v našem studiu in naj vam vreme usluži soboto. Hvala lepa. Včeraj v popoldanskih urah je prišlo do tragične nesreče. Kolesar je padel s kolesa in na kraju nesreče umrl. Iz policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da so bili malo po 16. uri obveščeni, da je v naselju Donja Bistrica padel kolesar in na kraju umrl. Zbiranjem obvestil in z ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 46-letni moški vozil kolo po lokalni cesti v naselju Donja Bistrica. Ko je z lokalne ceste zavil na dvorišče stanovanjske hiše, hitrosti vožnje ni prilagodil tako, da bi obvladoval kolo in je padel s kolesa ter mrtev obležal. Zdravstveni delavci so kolesarja neuspešno oživljali, pojasnjujejo v policijski upravi Murska Sobota in dodajajo, da je zdravnica odredila sanitarno obdukcijo. Kolesar sicer ni uporabljal zaščitne kolesarske čelade. Na zemljevidu tovarne avtomobilske multinacionalke Magne, ki je prisotna v 29 državah sveta, se je prižgala tudi luč za njihovo lakirnico v Hočah. Včeraj so doslej največjo tujo Greenfield investicijo pri nas zagnali tudi uradno. Še vedno gre sicer za poskusno proizvodnjo, Magna pa ima za uvedbo redne proizvodnje časa 1 leto. Magna je poskusno proizvodnjo pričela že sredi marca, zato so si lahko povabljeni gostje lakirnico ogledali v polnem obratovanju. Minister Počivalšek je bil med ogledom prepričan, da je to le začetek. Smo prišli do tega, da odpiramo strateško investicijo, ki je začetek enega novega razvoja avtomobilske industrije spet v Mariboru, v širši okolici, in verjamem, da bodo, glede na to, da so v Magni že zaprosili za okoljevarstveno soglasje za drugo in tretjo fazo, s tem procesom investicije na tem prostoru tudi nadaljevali. Pod eno izmed karoserij je danes ob ministru in vodstvu Magne stala tudi Marta Kos, pred leti veleposlanica v Nemčiji, ki je od Magne prejela sploh prvi klic o iskanju zemljišča v Sloveniji. Informacijo je na to prenesla neposredno gospodarskemu ministru. Sem mu povedala, da iščejo 100 tisoč kvadratnih metrov, je rekel, veleposlanica, zagotovo si se zmotila, to ni mogoče, da nekdo tako zemljišče išče, a ti sploh veš, koliko je to. Takratna vlada pod vodstvom Mira Cerarja, ki prav tako ni zamudil slovesnosti, je na to še kako resno vzela željo avstrijsko-kanadskega avtomobilskega koncerna in zanj celo sprejela poseben zakon. K 146 milijonski naložbi je Slovenija primaknila 19 milijonov proračunskega denarja in vodstvo Magne tega danes ni pozabilo. Thanks to the Republic of Slovenia for the great support we have and we are continuing to operate here as Magna. Thank you. A karoserije za avtomobilske znamke Jaguar v Hočah še vedno lakirajo v okviru poskusne proizvodnje, ki so jo zagnali marca. We are in test production in regards to permit. It takes some months to bring all the necessary documents to get the final permit. Predsednik vlade Marjan Šarec je v Hočah opozoril, da si večino ovir pri pridobivanju vseh potrebnih dovoljenj država postavlja pravzaprav sama. Res, da so civilne iniciative, da se je treba smiselno tudi vprašati, če so vse okoljevarstvene organizacije upravičene do tega imena in tako naprej in tako naprej. Kako bo šel naprej razvoj Magne, pa bo precej odvisno tudi od stanja v avtomobilski industriji, ki je tudi zaradi elektrifikacije in razvoja avtonomnih vozil v nepredvidljivi fazi. Nadaljujemo s kratkimi 60-sekundnimi videi, ki so nastali v sklopu projekta Kohezijske zgodbe. Tokrat je na vrsti mlada ekipa podjetnikov, ki je nadgradila svojo podjetniško idejo pokica ter iz odpadnih surovin naredila proteinsko tablico. Poglejmo si video. Iz otroške razvade se je rodila ta ideja o kokicah, ki so počene na vročem zraku in ne na olju. In zdaj pač nadaljujemo z proizvodnjo in prodajo in upamo, da se kmalu širimo tudi čez meje. Pri naših kokicah se res trudimo, da čim več tega presejemo ven, tako da kokice sejemo takrat, ko počijo in še enkrat takrat, ko jih že obdelamo, se pravi, ko že imajo na sebi prelive.
Pri tem sejanju nam ostane kar dosti kokic, ki niso dovolj pravilnih oblik, da bi lahko bile pokice, tako da smo dobili idejo, da bi lahko to mleli v en tak fin prah in uporabili za izdelavo proteinskih tablic. Naša proizvodnja bo na podlagi tega novega izdelka postala proizvodnja brez odpada, tako da smo zelo zadovoljni, da nam bo to uspelo. Eno izmed naših vodil je, da je v življenju možno vse, če so sanje, vizija pa zadostna podpora. Na spletnem portalu sobotainfo.com pa poročajo o nesebični pomoči sodelavcev in vodstva podjetja Kartago. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in zmerne posamezne nevihte. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 24 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko, Lendavi in Radencih namerili 22 stopinj Celzija, v Murski Soboti pa stopinjo več. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14, čez dan pa bodo termometri pokazali 24 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. V nedeljo bo več sončnega vremena, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 14 stopinj, čez dan pa okrog 25. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Nasvidenje.